Potem pa se nam bo po Skypu pridružil moj nocojšnji glavni gost. On je legenda slovenske glasbene scene, predvsem narodno-zabavne in pop scene. On je človek, ki krade vrtnice. On je eden in edini Aleksander Jež. Ostanite z nami. Evo nas v našem tretjem in zadnjem sklopu vdaje in najboljše se vedno pusti za na konec. Ja, kot sem že prej povedal, z nami bo vsak hip človek, ki ga ni treba posebej predstavljati, ampak jaz ga bom vsem predstavil, ne. On je avtor, on je glasbenik, on je pevec, on je tudi bil TV voditelj in kar je meni še posebno všeč, ravno na naši televiziji TV3 je imel pred leti eno oddajo, ki se je reklo Ježek Show in ne boste verjeli, ravno takrat je dal meni šanso, da nastopim zraven številnih znanih glasbenikov, takrat sem se en čas glasbo ukvarjal in se mislim, da po Saški Lendero takrat nastopil in to mi je bilo izjemno fajn in ta posnetek še zdaj nekje hrani in ga bom probal enkrat najditi. In to je seveda Aleksander Jež, ki je tako ali drugače torej pomagal pri karierah mnogih danes znanih ljudi in na nek način tudi pri moji karieri, ne, tako da v izjemno čast mi bo, da jaz tegale frajerja, tegale zimzelenega kradljivca vrtnic zdajle vidim na Skypu in seveda tudi slišim. Aleksander Jež, a se midva slišiva in vidiva? Midva se vidiva in slišiva, Ježek je šel in prišel nazaj. Ježek, moj dragi, zdaj pa ti meni povej, predno boš nam kaj zapel, pa kaj zaigral, te vprašam sledeče. Za koga vse, če bi moral izpostaviti recimo 10 glasbenikov, ki so res znani, si ti doslej, pa morda to ljudje niti ne vedo, pisal pesmi tako ali drugače, ki so potem seveda postale veliki hiti? Veš, ko je v moji karieri je bila kar, v 40-letni karieri je bila kar cela plejada teh glasbenikov. V bistvu prva uspešnica, ki sem napisal za nekoga drugega, je bila za skupino Gugu, to je bilo besedilo Moja mala Lucija, ki je še danes zelo veliko prisotna na vseh radijskih postajah. Ne vem, če bi ti zdaj vse našteval, od stare generacije do moje generacije, do najnovejših, zdaj v bistvu spet se pojavljam kot avtor pri Dejanu Vunjaku, poskočnih muzikantih, trenutno pri Modrijanih. V bistvu je krivec, da sem prišel nazaj kot avtor Dejan Vunjak, za njega sem pred leti napisal besedilo Nocoj bo luštno, pa Tina daj maki telefon, obe skladbi imata že 5 milijonov ogledov skupaj, tako da v bistvu on je bil nekaj krivec, da sem spet nazaj tu v medijih in da smo danes midva spet tule nekje v kontaktu, a ni fino to? Ježek moj, daj mi povej, kdaj se pa ti recimo odločiš, ali bo neka pesem tvoja, ali jo boš pa dejansko podaril drugemu. To mi je vedno tak misterij, pa razmišljam, je potem avtorju, ki je hkrati tudi sam pevec, žal, da je kjero pesem dal, pa je na koncu, ne vem, postala večji hit, kot so bile njegove, ali pa ga je polomil in se zdaj po glavi tolče, ali si srečen, da nekdo drug poje, pa je uspešen, pa se nisi zmotil do zdaj, no? To si zelo dobro povedal. Težko je dati, najslabše je dati pisati nekomu, ki se tudi sam ukvarja v karieri z glasbo, tak ne bo dal najboljše pesmi. Ampak te tam mladi imajo srečo, da jaz več ne snemam, zato dajem vse od sebe. Lahko rečem, da vse te pesmi, ki sem jih napisal, trenutno bi jih tudi sam posnel, jih ne bi dal njim, ne, ciničen, ne. Ampak v bistvu je pa tako, moja osnova je, da sem bil vedno pošten do avtorstva in nikoli nisem dal ven neke izdelke, ki meni osebno niso bili všeč, tako da v bistvu sem raje delal manj, pa tisto v redu, kot pa da bi delal na neki kvantiteti. Aleksander, za prijatelje Sandi, da nama slučajno ne bo zmanjkalo kakšnega časa, preden boš ti začel peti in igrati, bom jaz zdajle od tebe v narekovajih zahteval, da ti mene in moje gledalce presenetiš. Namreč ti si baje, tak se govori, pripravo nekaj prav posebnega za našo oddajo in jaz sem v velikem pričakovanju, kaj hudiča boš ti meni zdaj predstavil, zapel in zaigral in to v živo.
Če mi pustiš par sekund. Najprej bi jaz pozdravil vse moje prijatelje, vse moje sorodnike, mojo mamo, pa mojega vnuka Aneja, ki ima čez nekaj dni 5 let. Anej, čau. To je prva stvar, ki jo moram narediti danes. Druga stvar je, danes ti bom jaz zagral tule en miks svojih uspešnic, kar 10 uspešnic bo noter, zelo na kratko, predvsem refreni. Prva skladba je bila napisana med vojno za Slovenijo, to je skladba pa tudi, če se vse spremeni in mislim, da je za tale čas kar primerna. Končal bom svojo klasiko, zdaj pa povej, a kar začnem ali bomo še kakšno rekla? Ko boš nehal igrati, pridema še s čvekom nazaj, zdaj ti pa dam možnost, da poješ in igraš. Izvoli. Hvala lepa. Ti si zame rojena bila, le zame ti. Tebi našel sem vse, kar hotel sem imeti na svoji poti. Ti ostala boš moja vse dni in vse noči. Pa čeprav bodo vojne, vihari in ogenj, ob meni boš ti. Pa tudi če se vse spremeni, ti boš ostala. Mojem srcu edina boš ti, mojih mislih za vse večne dni. Pa tudi če se vse spremeni, ti boš ostala. Mojem srcu zapisana si, vse do konca teh dni. Le ti si vse, kar imam, vse zakladeske so vate. Le ti si vse, kar imam, vedno živel bom le zate. Na Štajerskem pa zbiram dušenbo, pa zbiram dušenbo, pa zbiram dušenbo. Na Štajerskem pa zbiram dušenbo, pa zbiram dušenbo, kot je bilo. Hvala Bogu, da sem Štajerc, to ne more biti vsak. Hvala Bogu, da sem Štajerc, jaz sem se rodil že tak. Znam pa eno za Istoka, vse so ga ljubice včeraj zapustile. Istoka, vse so ga ljubice včeraj zapustile. Vse so ga ljubice včeraj zapustile. Istok pa dobro ve, da to nemogoče je. Ima pa še eno zapuja. Kaj se odloči, kje bo tvoj puh po noči? Če pri tebi poležal, bom pa jaz pred hišo spal. Bilo je krivo le vino, da sva ljubila se tiste noči. Da si ljubezen dala mi, ti je bilo krivo vino. Stric tone, ne jezite se, sem mislil, da je okno je ljubice. Stric tone, ne jezite se, za eno okence zmotil sem se. 100 medvedov tako nas smuči, kakor moja žena, kadar spi. 100 medvedov tako nas smuči, kakor moja žena vse noči. Se spominješ kdaj mojih pesmi, ki so bili za rostan? Skrival sem takrat pred tabo, danes končno tebe rad imam. Bile vrtnice, kadar so zadnje, bile vrtnice za rostan. Bil sem mlad in zaljubljen vate, skrival sem, da rad te imam, te rad imam. To je vse.
Aleksandar, čudovito, preko si rekel, da je nekaj zapuja, so se meni slušalke sklopile ven in sem nehal slišati in sem jih pol mogel nazaj najti in oklopiti, ampak upam, da si kaj lepega zapel, ne, če ne bo pojezen. Daj mi povej, če na hitro rečem, te vrtnice, ki si jih kradel, ne, si kdaj ti za to odgovarjal, si bil v arestu, te je policija obiskala, v bistvu si plačal kako kazen, ker ti si dejansko javno priznal, da si lopov, ne? Ja, veš, to sem jaz kradel še v času, ko je bilo to dovoljeno, ko so vsi kradli, tako da veš to. Za to se gre. Aleksandar, daj mi povej, meni je prišlo na uho, da si ti zadnje čase zelo aktiven znova pri nastopanju. Dobro, zdaj te je tale korona malo ustavila, ampak prepričan sem, da ko bo tega konec, boš znova stopil na odre ali pa na kakšne privatne zabave, pa daj ne vem, kje te recimo ljudje lahko poiščejo, če bi te želeli najeti, pa da ti takle njim zašpilaš te svoje hite. Ja, preko Facebooka sprejemam vse te ponudbe. V bistvu sem že jaz prenehal nastopati in želja je bila tako močna, da so me ljudje začeli klicati za razne obletnice Abrahama in tako naprej. In sem pripravil en takšen enourni nastop samih mojih miksov, tako da naredim dober žur. Imam pa še en duo, Sončen stan, kjer sta moja stara prijatelja Toni in pa Bertil, ki me spremljata. Imamo odličen repertoar za takšne zadeve in v bistvu smo pripravljeni na najboljše žure, samo da je ta situacija mimo. Tako je to. Preko Facebooka me pa lahko kontaktirajo vsi. Aleksandar, daj mi povej, recimo, ko pišeš tudi zdaj za cel kup mladih glasbenikov, koliko jim ti recimo kot nek starejši gospod, ki je dejansko doživel že ogromno stvari, oni so še pa recimo mičken mokri pod nosom, ne? Koliko veš, kaj jim moraš napisati, da jim bojo ljudje dejansko verjeli, o čem prepevajo? Ne vem, ne more en 20-letni mulc prepevati, da so ga vse ljubice recimo zapustile, ne? Ker še sploh ne ve, kaj je to ljubica, ker še punce nima, razumeš? Kako to shendlaš? Še ko je ponovadi tako, da tele nove generacije so zelo pametni fanti, glasbeniki so izredno modri. Tako da, naprimer, modrijani mi kar povejo, kaj hočejo imeti. Jaz sicer pri Vunjaku je pa tako, ne. Vunjak mi pa pošle eno zadevo, jaz pa to vse spremenim, potem začne jokati, to pa jaz tebi, pa reče kar dej, ne. Poslušaj mene strica in potem postane hit. Tako da v bistvu odvisno, ne. Ampak ponovadi so to naročila, neke želje, kaj si želijo, jaz si pač povem iz svojih izkušenj, kako bom jaz to uspelo in to je to. Zadnje vprašanje, točno minuta nama je še ostala, če se ne motim. Lej, kaj je tvoj recept, bodimo iskrena, lej, kot moškemu ti rečem, da ti izgleda za svoja leta še vedno zelo mladostno in fenomenalno, ali imaš neke mlade bejbe, ki te obkrožajo, ali imaš kakšne tretmaje, paziš, kaj ješ, ne vem, si se seksa vzdržal, kaj je tvoj recept, da tako mladostno izgledaš kljub letom? Vse ljubice so me zapustile. Se pravi, to je recept. Ko te vse babe zapustijo, pol si srečni in mlad. Tako da, gledaj, kaj boš delal v budućnosti, Iztok. Zdaj zgledaš še dobro. Hvala lepa za nasvet. Aleksandar Jež je bil z nami, družba moja draga, upam, da ste uživali v njegovi družbi. Aleksandar, drži se, ostani zdrav, ostani pozitiven še naprej, hvala ti lepa. Mi pa, družba moja, smo prišli na sam konec naše oddaje, vidimo se spet v ponedeljek ob 16:45, kjer bo spet zvrhan koš dobre volje, pozitivne energije in pa vsega, kar paše zraven.